položiš roke na partnerja, v bistvu iščeš v pravem trenutku, kam jih položiš, in za koliko časa, in potem pravzaprav slediš, oziroma probaš začutiti, ves čas si tudi prisoten v svojem telesu, oziroma v svojih občutjih, in pravzaprav preko sebe tudi čutiš partnerja, ne. In istočasno pa tudi preko dlani, kjer je največ senzorjev, pravzaprav lahko začutiš to gibanje, ki se začne dogajati v tem kontaktu, ne. Včasih zelo subtilno, včasih pa tudi kar bolj močno, ne. Jaz sem v bistvu izšla čisto iz tega bodyworka, najprej iz šiatsa, pa potem seiki, ne. Seiki je v resnici res bodywork, kjer se dela pač nekdo dela na nekom, kot terapijo, skozi katero se pač aktivira spontano gibanje, se pravi tudi ta avtokorekcija v človeku, da se določene strukture same poravnajo, da se sprostijo globlje mišice in in recimo živčni sistem umiri in tako naprej. Na fizični ravni lahko tudi rečeš, da slediš mogoče na fizični prav fasciji. Fascija na nek način, ko so delali raziskave, gre tako tridimenzionalno čez celo telo, ne. V bistvu je kot en most med tem bolj energetskim delom in med tem zelo fizičnim, pač mišičnim in kostnim in tako naprej, ne. In ko se v bistvu ti dotakneš, se pravzaprav tudi dotakneš te fascije, ne, kadar je ta fizični dotik, ne. In če slediš potem v bistvu tako tridimenzionalno, kakor se tudi recimo gibaš skozi prostor tridimenzionalno, se lahko tako skozi telo, ne. In v bistvu na nek način je to, kar potem se skozi to zgodi transformacija, ne. Ker se odvijajo neki vzorci, ker ta fascija pravzaprav začne vleči v neke vzorce, ne, po telesu. In če se ti na pravem mestu, v pravem trenutku dotakneš in v bistvu slediš te fasciji, se pravzaprav sama začne odvijati, ne. Pri seiki terapiji v bistvu je tako, da jaz, ko delam, sem sama v določenem stanju, kjer pač imaš to občutljivost, v bistvu čutiš notranji svoj prostor, pač partnerja, ne, in vstopaš v neke vrste resonanco, se pravi, da začutiš, kako se gibajo in dihanje in pač neko gibanje, ki obstaja znotraj telesa, in skozi to vstopaš v stik z klientom, recimo, ne, in mu pač pomagaš, da v resnici sama aktivira to neko sposobnost samo poravnave, ne, da se v bistvu aktivira to notranje gibanje, ki obstaja, ne, recimo na celični ravni, pač celica stalno, pač ekspanzija, kontrakcija se dogaja, ne, in včasih pač zaradi določenih napetosti, ki jih imamo, ne, pač kar rečemo stresa, ne, ker v bistvu v nekem trenutku ne moreš adaptirati na neko informacijo iz okolja, takrat ostane telo v stresu, ne, in pač določene strukture ali pa se zaustavi gibanje znotraj, ne, se pravi tudi na organih in pač v celem telesu, ne. In zdaj skozi seiki v resnici lahko pomagaš človeku, da se to gibanje spet nazaj aktivira, ne. Seiki je en del, ki ga delam kot bodywork, pol pa v bistvu to spontano gibanje je pa pač izšlo iz tega ven na en način, kako pa lahko sam zase, bi rekla, skozi neke vaje, pa to tudi prideš do nekega podobnega učinka, ne. S temi vajami zelo hitro vstopaš v neko stanje, ne, in vedno se lahko na to vračaš, ne. Na nek način bi lahko delal tudi čisto sam spontano, ne, sam problem je ta, da smo mi zelo navajeni na neke gibe, ki jih potem stalno ponavljamo, ne, tako kot ene vzorce gibanja, in zato tudi potem obstaja nek način, kakor ene vrste strukture, skozi katero, bi rekla, je neka vaja, ne, pri kateri greš skozi določene položaje, ampak bolj zato, da se sploh spomniš, da obstajajo neki drugi položaji, kakor tisti, ki jih tvoje telo samo najde zdaj v tem trenutku, ne. Ni pa tako, da je to forma, ampak v bistvu stalno iščeš popolno sproščenost, ne, v bistvu. Iščeš pravzaprav sproščenost teh mišic, ki jih premikaš z voljo, ne. Na ta način deluje, da ti res sprostiš to, kar ponavadi, na te mišice, na katerih ponavadi delaš, ne, jih probaš čim bolj sprostiti, ker se potem aktivirajo neke globje mišice in vezi, strukture, ki so pač pod njimi, ne.
Kako vstopati v to spontano gibanje, ne, je ponavadi zelo fajn najprej skozi to, da začutiš, ne, svoje telo, pač svoj notranji prostor, tudi zunanji prostor. Ne. Vstopaš predvsem v začetku najprej skozi poslušanje, ne, tako da v bistvu odpreš svojo pozornost, da jo nimaš pač fokus na nekaj ali pa na svoje misli, ampak da v bistvu ravno odpreš to pozornost širše, ne. In potem vstopaš v bistvu na tak način, da sproščaš tisto, kar lahko sprostiš tako z voljo, ne, do neke mere v tem trenutku. Potem pa se začne aktivirati neke globje, pač to gibanje spontano, ne, in ga ti v bistvu istočasno samo opazuješ in si prisoten v tem, ko se to začne. V bistvu iščeš dejansko prostor, ne, prostor znotraj, ker ko se pojavi prostor, se pojavi tudi gibanje, ne, to je istočasno pravzaprav, ne. In tam, kjer je stisnjen prostor v telesu, tam pač ni gibanja in se tudi zaustavlja in na končni fazi tudi pride do recimo bolezni ali pa bolečin in tako, ne, to, kar nas pol pač v bistvu matra, ne. Te vaje so zelo povezane bolj s tem principom, kako vstopaš v te vaje, ne. To je ena zelo pomembnih stvari. Ne toliko sama vaja, kakor to, da imaš skozi to pozornost da nimaš fokusa v eni točki, ne, ker takrat vedno nekako zapremo svoj lasten ta prostor, ne, ampak v bistvu narediti s tem tudi, da lahko vstopaš v to, da odpreš svoj prostor, ne, da v bistvu odpreš čutila pravzaprav in jih tudi razvijaš, ne, senzibilnost, tako predvsem poslušanja, na primer, ne, s tem zelo hitro vstopaš tudi bolj v telo. V bistvu, da praktično vstopaš v ta nek občutek, da nisi izoliran od okolja, ne, ampak da v bistvu lahko čutiš okolje, ne, pravzaprav takrat se celo človek umiri, ne, naši stari možgani sploh, ne, ker ti čutiš ritem okolja in čutiš, da si v bistvu to enost, ampak na nek tak res čist fizičen tudi način, takrat na nek način tudi se pravzaprav skozi to tvoj živčni sistem pa tvoje vse te stvari same začnejo sproščati, poravnavati in tako naprej. Sčasoma tudi, ko znaš vzpostaviti ta kontakt, te pozornosti in v bistvu se vzpostavi resonanca, ne, to neko tudi zaupanje med dvema, ne, med partnerjema, ti v bistvu pravzaprav tudi partner vedno bolj njegov sistem pokaže, ne, kje želi, da se ga dotakneš in se takrat pol pravzaprav tudi skozi to začne ta avtokorekcija aktivira, ne, pa to notranje gibanje. In tudi, ko delaš recimo te vaje spontanega gibanja, ne, ko v bistvu včasih izgledajo tako naven, mogoče malo kaotične ali pa pač, ko se dogaja neko tresenje, neko gibanje, tako nenavadno, si pa ti vedno prisoten, ne, nisi do tebe odnese pa da to kar nekaj dela samo telo, ampak v bistvu tudi, ko dela samo telo, ti si v bistvu prisoten s to, da ga pravzaprav opazuješ na nek način, ne. V bistvu gre za res to totalno prisotnost v tem trenutku, ne, kolikor si pač sposoben, ne, jasno, ne, vsakič, ampak to je nek princip, ne.